Pozdravljeni v Sensinem podcastu Modra soba, prostoru modrosti, znanja, izkušenj in navdiha. Z nami je Stane Klemenc. Z njim se bova pogovarjala o alpinizmu, o ekstremnih razmerah, o polarnih okoljih, o tem, kako premagovati vse te napore, imeti psihično kondicijo, fizično kondicijo. Skratka, podala se bova v svet alpinizma. Vendar naj ga najprej predstavim. Stane Klemenc je alpinist, gorski reševalec, gorski vodnik, profesionalni fotograf, kajakaški trener. S plezanjem se je začel ukvarjati pri 20 letih. Stal je na najvišjih vrhovih vseh celin, razen na Everestu. Poskušal ga je osvojiti dvakrat. Leta 1979 so ga ustavile ozebline. Leta 1996, istega dne, ko je grozljiv vihar odnesel 8 življenj, kar je bilo ekranizirano v filmu Everest iz leta 2015, takrat je z južne strani sta goro naskakovali 2 večji odpravi. Prva pod vodstvom novozelandskega alpinista Roba Halla, druga pod vodstvom Američana Scotta Fisherja. Oba sta umrla, ko sta v kaosu snežnega meteža skušala rešiti svoje manj izkušene stranke. Na ta dan tega viharja leta 1996 je Stane sestopil z Everesta zaradi ozeblin Dava Karničarja, ki je načrtoval smučanje z Everesta. Slednjemu, torej Davu Karničarju, je kot prvemu na svetu uspel podvig leta 2000. Stane se je posvetil osvajanju še drugih nedostopnih krajev. Grenlandijo je obiskal na 6 odpravah, prvič leta 1981. Osvojil je njen najvišji vrh, prečil otok z zahodne na vzhodno obalo, bil pa je tudi v drugih polarnih pokrajinah, na severnem polu, Antarktiki, v Sibiriji. Vendar tudi v toplejših, recimo v Novi Gvineji, v puščavi, v Afriki, tudi v Južni Ameriki, skratka vse povsod. Stane živi v Bohinju, svoje bogate izkušnje s področja alpinizma in polarnih odprav pa je z dragocenim izborom fotografij predstavil v monografijah Ledene sanje in gore. Stane, najbolj toplo dobrodošel. Pozdravljena. Zelo sem vesela in počaščena, da si se odzval. Sploh ne vem, kje naj bi s tabo začel, kdorkoli začel, glede na to, da verjetno je zgodb toliko, da bi lahko snemala v nekaj nadaljevanjih, ampak začniva kar lepo čisto na začetkih. Kaj te je potegnilo v stene? Kako se je to zgodilo? Ker takrat se očitno zgodi neka magija, da človek potem s tem nadaljuje, ne? Najprej hvala za vabilo in me zelo veseli, da se po tolikih letih spet vidiva. Ja, naj samo to dodam, ker se Stanetom tikava, da pred mnogimi leti, mislim, da je kar 25 let minilo, sva bila s Stanetom soseda. Tako da sem od blizu opazovala te njegove dogodivščine in kakšne bom tudi potem kasneje podelila, ker so prisrčne. Torej, da se vrneva, kaj je potegnilo v stene? V bistvu lahko rečem fotografija. 2 prijatelja sta šla plezat, Drago Dimc in Štefan Kukovec, in sta me prosila, če grem slikat južno steno Skute v Kamniških. In seveda sem šel, ne. Bil sem pa v Škornjih, v nekih škornjih vojaških ali ne vem kakšnih že, nič kaj prav obut. In tisti dan sem šel slikat jih, splezal gore na raztežaj tistega lahkega terena, da sem jih imel bolj na blizu, in potem sem jih počakal pod steno in rekel, fanta, tole pa ni za mene.
Ampak 14 dni po tistem sem začel plezati in sem bil v enem letu hujš kot pa ona dva. Sem potem načrtno začel delati, sem bil že toliko pač star, ne, čez 20 let in sem načrtno začel delati in je šlo hitro naprej. Ampak kaj se zgodi, Stane, kaj je ta magija, ko je človek tako vpet noter v steni in v bistvu presega nekaj nemogočega, ali pa a je to premagovanje samega sebe, ali je to situacija, ki je v bistvu za človeka popolnoma nenaravno, da je sredi neke stene, visi na nekih klinih in vrveh. Skratka, kaj se takrat dogodi, ne? To je verjetno taka kemija, kot je za ljubitelja klasične glasbe, ko vrhunsko simfonijo posluša, ne? Tako si predstavljam, lahko je pa to naivno. Ja, na začetku sigurno ni premagovanje samega sebe, ampak je bolj radovednost. Kako je to? No, tudi razmišljaš, ali zmoreš ali ne zmoreš, ampak začneš pa z lažjimi vzponi. In s časoma šele prihaja do tega, da čemur pravijo premagovanje samega sebe, jaz bolj pravim, da je iskanje svojih meja. Toliko sem zdaj sposoben, če hočem kaj težjega, moram dodatno trenirati, več trenirati, drugače trenirati in bo šlo, ne. Tako pač celo življenje preizkušamo svoje meje in jih iščemo. Ampak tako, če si recimo, jaz nikoli nisem to izkusila, to je v bistvu moja imaginacija zdaj, ne. Ampak nekako si predstavljam, da takrat, ko si v steni med temi klini, da gre za neko izjemno osredotočenost uma v tisti trenutek, tiste sekunde tam, kjer si, ne. Da ne more kaj dosti plavati po skrbeh, načrtih, težavah, da gre za popolno osredotočenost na trenutek. To imaš prav, ker takrat, ko si v steni, se ukvarjaš pač z detajli, težkimi detajli, kje bo šel, kje bo boljš, kje je kakšen uprimek in tako naprej. Takrat sigurno pozabiš na cel svet. Pozabiš na vse težave, na vse, kar si zapustil, kar te čaka in se posvetiš samo tistim trenutnim problemom, ne? Če so to problemi. Ker če plezaš smeri, katerim si dorasel, takrat tudi uživaš, ne? Ni to pretirano, ni težko, ni ekstremno. Tako da vse je odvisno, v kakšne težave se podaš. Moraš biti dovolj, lahko tudi rečem, dovolj izkušen, moraš poznati samega sebe, da veš, v kaj se lahko podaš. In vedno moraš imeti tudi možnost, da kljub težavam prideš ven pač živ in cel. To sem nekje zasledila, si rekel, tako mi laično, ne, ko opazujemo te vas alpiniste, ne, govorimo o temu, da je to gre pa za res ekstremen šport, ne, vedno se uporabi ta beseda ekstremno, ne. Ti si pa nekje rekel, da je to pač za tebe samo tvoj vsak dan, takšno je tvoje življenje, nič ne ekstremenga v tem. Ekstremno je za tistega, ki te stvari ne počne, ki te stvari ne pozna. Mi, ki to smo trenirali, to poznamo, za nas je bilo to pač običajno, vsakodnevno ali pa vsakotedensko delo, ne. Tisto te je veselilo, to si počel in ni bilo ekstremno, ne. Ampak kljub temu v tem času, za vas, ja, v tem času nekaj desetletij, ko ste to počeli, z mnogimi prijatelji, znanci, kolegi, je vseeno odšlo za
en avtobus prijateljev, ne. Se pravi, ta del je tudi nekaj, s čimer se vrhunski alpinist seveda mora soočati, ne, s tem potencialnim pač odhodom, s potencialnimi smrtmi, ki pač spremljajo podvige, ne. Kako se s tem soočaš? Ja, žal je to res, ne. Že na začetku, drugo leto se mi zdi, ko sem plezal, sem se soočil s tem, ker je tik pred odhodom v Švico se je soplezalec Štefan Kukovec ponesrečil. Šel je solirati, verjetno je malo pretežko smer si izbral in se je pač tam ubil. Tisti je bil prvi udarc in takrat sem bil res 14 dni izgubljen. Vzel sem ruzak in šel v Julice in letel po 18 ur na dan sem hodil sem in tja. In sem več ali manj cele Julice takrat prehodil. Na ta način si Pa se ker res raztresel. dolge ture in sem pač na ta način preboleval tisto izgubo. Vseeno je verjetno cel kup situacij neprestano, v katerih so odločitve, v bistvu odločitve lahko med življenjem in smrtjo, ne. Se pravi, ko se vi odločate, ko ste, ne vem, v steni ali karkoli, ko morate sprejeti neko odločitev, so to zelo resne odločitve, ne. Se pravi, kako se tudi s to težo tega odločanja srečujete. In zdaj podvprašanje pa seveda to, lahko ste sami ali pa v navezi, ne, se pravi, gre tudi za zaupanje ekipi, s katero se človek podaja, ne, v podvige. Ja, odločitve so bile včasih zelo, zelo težke, ne. Predvsem še težje takrat, ko si sam, če sta dva, če je naveza, je vse skupaj lažje in takrat tudi pozneje obrneš. Ko sem bil sam, recimo, in sem prišel v Škripce, ki je bilo težko, sem si ponavadi vzel precej časa, če je bilo možno. Včasih ni bilo možno, so bili taki pogoji, da si lahko samo obrnil in zbrisal nazaj v dolino. Če je bilo možno, sem si v šotoru vzel čas in lepo premišljeno napisal pluse in minuse. To na odpravah, ne. In če je bil en minus več, sem obrnil, nisem več debatiral sam s sabo, ampak je bila to končna odločitev. Se včasih razmišljam, da je bilo tudi kdaj preuranjeno, ampak tako mi je pokazala matematika, ne. In sem se tistega držal. Recimo na Denaliju enkrat, prvič, ko sem bil, sem šel sam proti vrhu in od tam je manj kot 2 uri do vrha, je bil megla, mraz, tam je moglo biti okrog 40 pod ničlo. V enem šotoru tam na zadnjem sedlu, no, v tistem šotoru so 2 Japonca 2 dni prej odpeljali zmrznjena v kocki. In tam sem si malo noge pomasiral in skušal še naprej iti. Takrat je tudi en Slovak je šel dol, rekel, da je obrnil, da ni šlo. Pa sem se še malo rinil, ampak tudi čez čas sem tudi jaz pač obrnil. In tam res ni bilo več dobro uro še do vrha, ne. To je 6200 visok vrh. Ampak ni kazalo drugega, ne. Ko te po celem telesu zebe, ko ne vidiš nikamor več, ko si sam na hribu, pač obrneš, ne. Te je bilo dostikrat strah? Ne. Ne? Ne. Največkrat sem stvari obvladoval. Strah, recimo, me je bilo, preden sem začel plezati kakšno smer. Sem imel rešpekt pred njo, slišal sem o njej veliko, bral, težka ocena,
strma stena, recimo pod Cizljevo v Špiku sva z Bojanom Polakom sedela in malcala, je bilo tako, ko sem jedel, kot da bi žaganje jedel. Kakšna stena naj čaka. Se je bilo takrat pač ena težjih. No in potem so pa žrebala, kdo bo na vrst in sem bil jaz na vrst za najtežji raztežaj. In ko začneš, je pa vse v redu. Ne? Zgine strah, zgine vse. Zgine svet. Posvetiš samo tisti stvari in si vesel, da tako dobro gre. Da je tako fajn šlo. No, to je ta koncentracija, ki sem jo prej. Moraš biti skoncentriran nekaj. Kaj pa ta psihična kondicija stane, ne? Psihična, tako čisto, tudi verjetno, ko rečemo psihična kondicija, je to nekaj čisto drugega, kakor potrebujemo v vsakodnevnem življenju, ne? Neka, ne vem, stabilnost, zbranost, osredotočenost. Mislim, da je tudi zelo zahtevno, če je alpinist v skupini z drugimi, kakšni so medsebojni dogovori, zaupanje, ne? Kako konflikte rešujete, recimo? No, nekoč res psiholoških priprav nismo nič imeli. Ne? Vse to moč, to stabilnost si pridobil pač z rednim delom, se pravi z vzponi. Vsak teden smo bili petek, sobota pač v stenah. In takrat si z različnimi vzponi, z izkušnjami, z mnogimi težavami, ki smo jih premagali, z raznimi neplaniranimi stvarmi, ki so prišle, vremenski preobrati in tako naprej. S tistim takrat pridobivaš to psihično moč, v bistvu izkusiš neko težavo in ko naslednjič pride, ni več težava. Takrat veš, da si podobne stvari že premagal in najdeš pot iz tistih težav. Kaj pa to zaupanje med alpinisti ali pa reševanje konfliktov, verjetno tudi, saj to ste v tesnih sobivanjih, ne, več dni skupaj, ne? Ja, moram reči, da tega ni bilo. Ni bilo veliko. Vsak je pač, če mu je šel kdo na živce, je pač pustene. Ali pa dal kakšno pripombo, ampak se ne spomnim, da bi se kdaj v hribih zaradi pri vzponih ali to skregali težje stvari, tako ali tako plezaš, so plezalci, s katerimi si navajen, s katerimi si vplezan. Lažje stvari pa pač niso toliko problematične, da bi prišlo lahko do konfliktov. Ne? Oba pač obvladujeta to. Kaj pa fizična kondicija? Lahko eno zgodbo povem? Iz časa... Mogoče se jo ne spomnim več. Verjetno ne, ker je na meni je vtis naredila, ne, iz časa tega sosedovanja. Bila je nedelja, tak lep sončen dan, verjetno tak bolj majski, kakor je zdaj, ne, ni bilo to poletje. Ura je bila 5 popoldne, ko sem prišla na vrt in videla, ker si bil zraven, ne, pač bili smo zelo skupaj, videla, da po celi travi so neka oprema, ki je meni delovala kot skafandri. Jaz bi tisto mestno dete ne uvrstila, da to nucajo plavalci, ne. Tako polno ene take čudne opreme, se vse tam sušilo. In pa se rekel, Stane, kje pa si bil, ne, tako čez vikend? Pa si ti rekel, v Triglavski steni, se rekel, tako, ne, sem mislila pač čez vikend, se rekel, ne, danes, se rekel, kdaj? Se rekel, dopoldan, ne. Tako, jaz sem bila osupla, ker so to dimenzije, jaz ne bi v tem času do Šmarne gore prišla pa nazaj, ne. Ti si se opremil, zapeljal do Triglavske stene, splezal gor na njo, po njej do vrha, dol in že popoldne sušil celo opremo, ne. To je bilo izjemno, no. Verjetno za tebe pa popolnoma normalno, ne. Ja, včasih smo bili hitri in je bilo to normalno, ja. Ja, no kako ohranjaš to svojo fizično kondicijo, ne? Trening. Velikokrat sem šel popoldan recimo na Triglav.
ob 2 začel na Pokljuki, na vrh pa nazaj. In to je tam manj kot 3 ure, 2,5 do 3 do vrha, pa še ne 2,5 nazaj, pa je bilo. No, Pa tudi na druge hribe, tam okrog Bohinja. nedavno sem videla... Veliko dirk je bilo. Dirk. Nedavno sem videla tudi tako posnetke oziroma en pogovor, v kateremu si za to, da si se ohranil pri kondiciji za polarne odprave, navezal tam v nekem grabnu, si imel take ogromne črne gume za tovornjak velike in potem si jo navezal na vrv okoli pasu in šel kogams po hribu navzgor s tisto gumo, zato da pač si nabiral to kondicijo, ki ti je potrebna za vleko sani v polarnih krajih. Ja, to so bili specialni treningi, ne? Ker vleka se ni nekaj drugega kot nošnja ruzaka in zaradi tega sem tam v enem skritem predelu pri nas imel progo, ki je bila koliko 320 metrov višinske razlike in sem tam pač z gumo vlačil gor, ne, da je bilo malo težji namesto sani in sem tisti graben takrat do dobra obdelal, je bil gladek. Sem šel pa lani, pa že spet vse zarašen. Guma je vse lepo pokosila in teptala, ne? Ja, nekaj sem pa posekal, da je bilo pač normalno prehodno. Če greva malo v zgodovino in v te tvoje dogodivščine. Leta 1975 si bil ti za odpravo na Makaluju, ne? In to je bil prvi 8000-ak za Jugoslovane, pa za Slovence se mi zdi, prvi 8000-ak, ne? Takrat je bila preplezana prva himalajska stena. Nova smer čez južno steno Makaluja. To je bil prelomnica, ne? So poskušali prej že mnogi, tudi Mesner, naša odprava že 2 leti prej, ki je odnehala potem na 8100 metrih, se mi zdi. Mesner z odpravo je naslednje lete prišel samo do 7,5, pa so bili naši štriki noter. 75 pol je pa pač ta odprava, na kateri sem bil, zlezla do vrha. Ampak zakaj je Makalu večji uspeh slovenskega alpinizma, kot je bil kasneje potem to osvojitev Everesta? Težko bi rekel, da je to večji uspeh. Ampak tako se navaja, no. Bila je prva himalajska stena osvojena. Preplezana, ne. Zaradi tega je to. Ker je vsakič, ko je neki prvič, je pač... Drugače, Everest je pa precej daljša smer, ne, in zaradi tega tudi objektivno tudi nevarnejša. No, sicer, to je težko reči. Obe sta nevarni. Obe. 79 je potem sledila odprava na Everest in a to je bilo res, zgodbe namreč so take, da je bila v tedanji Jugoslaviji, so bile vse oči uprte v ta podvig, ne, v odpravo in zato, ker so se radiometerji povezali, so novice, kaj se dogaja na gori, takoj prišle v pač nekdanjo Jugoslavijo, tako da so branjevke na tržnicah vedle, kaj se dogaja na gori. Je bilo to res tako vznemirjene in tak prenos informacij? Ja, medijsko je bilo dobro pokrito, ne, in je zaradi tega pač bilo tako. Tako kot zdaj, ki je bil COVID, ne. Je bilo medijsko tako pokrito, da so bili skoraj vsi prestrašeni. Verjetno res, ja. No, na tej odpravi si dobil ozebline in zaradi njih si se moral pač vrniti, ne. Tako je. In to je pač prva osvojitev Everesta, ne. Po tej smeri, po zahodnem grebenu. No, koliko je to grenko, ko je nekdo tik pred in se more vrniti? Ne vem, ni bilo grenko. Takrat ni bilo, ne.
Štirje smo bili gor v taboru 4 na 7500 metrih. Z mano je bil Jože Zupan, potem Šrauf je bil, Stane Belak in Stipe Božič. No in naša naloga je bila, da napnemo vrvi do 8000 metrov in postavimo en šotor za naslednji tabor. No, tisti dan smo postavili še 2 šotora na taboru 4 in drugi dan je bilo mrazko hudič, 45 pod 0 je bilo, potem je pa še veter začel in je veter pihal. Ne? In Stipe se je že pred odločil, da ne gre. Mi 3 smo šli in napel sem do njih 200 metrov, 2 koluta vrvi. Je bilo do 7700. In potem je bil veter zelo močen, precej čez 100. Je nosil sneg, je nosil kamenčke, je nosil vrvi po zraku in ni bilo drugega kot obrniti. No in midva z Jušem sva oba pomrznila v noge. Šrauf ni pomrznil, midva pa sva in sva pol začela si v šotoru masirati noge, 2 ure, nič. In kako to občutiš, ko pomrzneš? Do gležnjev je bilo vse trdo, tako da si takole lahko potrkal po noge. Trdo? Verjetno. Trdo. Aha. In takrat je bilo meni jasno, da če bom prespal na taboru 4, na 7550 ali koliko je bilo, da bojo šli prsti preč, najmanj prsti. Ne? In sva z Jušem sklenila, da greva takoj čim nižji dol. In sva šla še tisti dan do tabora 1 na 6000 metrih in s tem sva rešila svoje ozebline. Ne? Tam je začela kri bolj cirkulirati, več kisika, migala sva pač par ur in pozneje sem imel samo še špikal me je, noter v prstih močno, čez malo kože je šlo stran, drugih posledic pa ni bilo. In takrat, ko si tako pomrznen, vsaj meni je bilo težko obrniti. Zame je bila to edina stvar, ki jo lahko naredim, da rešim prste, ne, noge. Lahko bi šlo še kaj več stran kot prsti. Ne. In tisti veter je pol držal nas v bazi 1 teden. 1 teden nismo mogli delati naprej. Pol je ponehal in so šli fantje še enkrat na hrib. Jaz sem šel pol na koncu še enkrat na hrib, ali celo 2-krat. Ja, še enkrat pa sem potem čutil eno bolečino v mečih in to je lahko pomenilo, da je žila prizadeta, to uno, tretje, a je to strdek ali to ni, ne vem. In sem pač obrnil tam nek na taboru 2. Pa pol na koncu sem šel še enkrat na hrib, ko smo pospravljali opremo. Je bilo to edinkrat, ko si imel ozebline, ali se te je to doletelo še kdaj? No, take močne je bilo edinkrat. Drugače tle doma, prej smo imeli slabo opremo in tako naprej. Spozi imel velikrat pomrznjene prste na nogah, na rokah. Že na jalovcu enkrat. Daj mi povej to zgodbo iz leta 96, to se pravi zopet Everest, nekaj let kasneje, leto 96, ta strašljiv vihar, ki je takrat nastal, ne, po katerem so posneli ta film. Ne. Ja. To soočanje s tem, da so na Everest hodile odprave, ki so bile zelo slabo pripravljene, ne, tako kot je bilo v tem filmu. So bile komercialne ja. odprave. Ja, pač z ljudmi, ki so amaterji. So plačali. Ja. Ne? Ja, so pač bili pripravljeni fizično in tako naprej, so morali biti. Ne. Tudi kakšne izkušnje, zimske izkušnje so tudi morali imeti. Ne. Pa takrat so se začele te komercialne odprave, zdaj je to množično, dol je hotelsko naselje v šotorih, tak komfort, da si ga misliti ne moremo. No in takrat sta Rob Hall, njega sem spoznal na Novi Gvineji.
in Scott Fischer. Pod vrhom, nekaj 100 metrov pod vrhom, pač nista hotela prekiniti prav čas, nista prekinila, sta hotela dokončati s svojimi gosti, klienti. Ampak vihar se je slabšal, jačal in jih je 8 umrlo. Ampak takrat... Na naši strani. Mi smo bili pa na tibetanski strani. Takrat naša naloga je bila, da suportiramo Dava, da bo kot prvi smučal z vrha Everesta do baze. Jaz ne bi takrat snemal tam od tabora 1 do tabora 2, tam iz 7000 do 7500, tam nekje. In smo imeli tabor 1 dobro opremljen, potem sta bila naprej še 2 šotora. In Davo je tisti dan poskusil iti naprej proti vrhu, ampak ta vihar je prišel pač tudi na tibetansko stran. Blazen mraz, močen veter, Davo je pomrznil 2 prsta in je obrnil. Jaz sem ga počakal na šotoru na taboru 1 in prsta je imel čez bela. Tam, ki je imel prstan, je bilo prstana, se ni dal več snet. Smo ga pozneje odžagali dol. No in sva videla, da ni drugega, kot da se stopva takoj v bazo. Baza je bila pa na 6300 metrih, taka blazno visoka baza. In tam smo bili 1 mesec. No in mi smo pač vsi živi, razen 2 Davotovih prstov, pač bili rešeni, na nepalski strani je bila pa katastrofa. In ko ste vi izvedeli, kaj se je v bistvu na gori zgodilo, samo da je bilo to na drugi strani, ne, to je verjetno kar malček tak tesnoben občutek, tako kot neko novo rojstvo skorda, ne. Kako ste to sprejeli, pač vse te novice, glede na to, da ste bili vi sami v gori, samo na drugi strani, ne? Se ne spomnim več, kdaj smo to zvedeli, ampak verjetno smo že v baznem taboru zvedeli. In jasno, da ni prijetno to slišati. Zadovoljen si, da si pač odnesel celo kožo. Žal ti je za vse tiste, ki niso imeli te sreče, še posebej, če si kakšni od teh poznal. In po tistem smo pač zapustili bazni tabor in šli proti domu. No, si praznoval novo rojstvo? Ne, nisem to tako jemal. Nisi. Ne. Bolj pač, če kdaj preživiš kakšen padec ali pa zdrs, pa se ustaviš in tako naprej, takrat bolj praznuješ ponovno rojstvo. No, pred nekaj dnevi sem zasledila novico, da je v začetku maja nepalski šerpa Kami, se imam tukaj le zapisano, sem pozabila, kako mu je ime, Kamirita, da je osvojil 26. Everest. Ja. Kakšni so te nepalski šerpe, enostavno, a je njihova konstitucija oziroma drugačna, oziroma so prilagojeni na te višine, ali je to nič takega za njih, 26-krat, ne, to je veliko. Ja, to je njegova služba, ne. In oni imajo telo prilagojeno, ne. Oni se rodijo na 5000 metrih, nekateri na 4000, zelo različno. Ne. In so bolj prilagojeni na višino. Če gre s 5000 metrov na 8000 metrov, je to 3000 metrov razlike. Ne. Če gremo mi, jih je 7500 recimo.
in je to drugačne. Se moraš dalj časa aklimatizirati, telo ni tako prilagojeno. Je pa tudi pri nas zelo različno, ne. Nekateri rabijo 14 dni za aklimatizacijo ali pa en teden, nekateri rabimo 3 tedne, ne. In šerpe rabijo pač bistveno manj, ne. Ja, ali pa skoraj nič. Ja, pridejo v bazo čisto normalno, ker baze so majčkeno višji kot njegov dom. Prej so pasli jake na tej višini ali pa še višji in lahko takoj začnejo delati na hribu, ne. Moje In najvišja... tudi recimo oni postavljajo na Everest tudi hitrostne rekorde, ne. Gamsi. Precej manj kot en dan, ne. Ne vem, lahko da je že 15 ur zdajle, ne bom rekel, ampak precej manj kot en dan. Z opremo takšno, kot jo imajo zahodnjaki, ali z zelo, z takšno opremo? Oni so zdaj, imajo šolo, ki je postavil Aleš Kunaver, in naši alpinisti so tam poučevali veliko rodov šerp, nepalskih alpinistov, in ta šola še vedno obstaja in so šolani alpinisti, ni več tako kot nekoč. Opremo imajo pač enako kot mi, najmodernejšo in tako naprej. In zdaj nore stvari počnejo, ne. Vse 8000 prepleza nepalska odprava v enem letu ali pa 2, ne. Ne traja to več po 20 let, da kdo spleza vseh 14 8000, ne. In so izredno fizično pripravljeni, dobro aklimatizirani in grejo pač tako kot mi na Mont Blanc ali pa kaj podobnega, ali pa na Großglockner, grejo oni na 8000, ne. Kjer je bila najvišja višina, na kateri si stal? Ja, na Everestu takrat, ko so pomrznile, 7700. No, moja najvišja višina je bila 5600, to je bil en prelaz v Himalaji in je bilo to res izjemno čudaško doživetje, no, tako, pač jaz sem bila tam na potovanju, ne tako, kot vi, ki plezate, ampak že na trekingu. Ja, šla sem v dolino Spiti, tako pač, nisem bila na trekingu. In avtobus je tam ustavil, šli smo pač ven, malo se sprehoditi. No, čudaško je bilo to, da videla sem recimo nek tempelj s tibetanskimi zastavicami, in ker je avtobus pač samo stal za odmor, je bilo treba malo pohiteti in sem pač malček bolj hitro stopila proti tistim zastavicam. Že po parih korakih je celo telo zastalo, jaz sem se počutila, kot da sem v slow motion filmu, ne. To je bilo, premiki so bili taki, kot, ne vem, jih vidimo v vesolju, ne. Če sem se premikala tako počasi kot v vesolju, sem še kaj uspela narediti, če ne me je začelo pa dušiti, ne. To je moja izkušnja na 5600. In takrat sem pomislila, kaj vi počnete na 5600, vi malo počivate, pol se šele začne zares, ne. Skratka, kako se pripravljate in aklimatizirate na takih višinah, na katerih je že čisto preprosta hoja ekstremno naporna. Ja, tle mora biti postopnost. Vi ste z avtobusom prišli z nižine na 5600, neaklimatizirani. In to je res. Mi gremo na 5600 recimo 2 dni ali pa 3 dni. V Nepalu tam smo včasih, je marš do gore trajal, mislim, da 18 dni, da prideš potem na 5300 metrov, kot je bil tabor, ne. In takrat se počasi aklimatiziraš, pa vsem ti zadnji dan, ne, nad 5000 metrov, močno čutiš višino tudi takrat, ne. Pol težko začeti tam delati, ki je treba ogromno enega kamna preložiti, da ploščadi naredi za šotore, zidove in tako naprej, da se vse postavi, baza in tako, to traja par dni.
No, ampak postopki vaše aklimatizacije so taki, da na vsake toliko Potem višine pa postopno na višje. nekaj dni tam prebivate in potem greste na naslednjo višino. Ja, potem z baze se gre, potem se postavi tabor 1, se gre gor in če se dobro počutiš, prespiš tam, ne, recimo na 6000 metrov, če ne greš nazaj dol, pa potem spet naslednjič. Ne. In takrat smo šli na hrib, tudi po 10-krat, ne. Če Everestu rečem hrib. Ne. Ja, tam je lušna, tako se je reklo, ne, grem na hrib. Grem na hrib. A samo Everest ima ta? Ne, vse na hrib. Ja. Mislim, in to mi v Himalaji pravzaprav ni bilo všeč, ne, 10-krat hoditi gor dol po eni in isti smeri, nositi, težko dihati. Se mi Himalaja ni glih priljubila. Sem imel rajš vrhove, ki je do 7000 metrov, to so vsi ostali najvišji na svetu, na različnih celinah. In ste lahko opraviš, če si aklimatiziran v 2 dneh. Greš sam gor pa dol, ne. Prej si aklimatiziraš in greš gor, ne. In nazaj dol, tako sva Aconcagua v 2 dneh, Ojos del Salado, ki je 70 metrov nižji od Aconcague, to je najvišji vrh Čila, 6900. Sva v 16 urah bila gor in dol. Ker več časa nisva imela in so pač šla hitro. V bistvu ti si osvojil najvišje vrhove na vseh ostalih celinah, ne? Ja. Le zgodba od Aljaske, to sem jo doživela pobliže, takrat še, ko smo sosedovali. Ja. Če se jo prav spomnim, je bilo odprave, so bile 3. Ja. No, in takrat, to je bilo predno si šel na 3. odpravo, si se pripravljal na to 3. odpravo. In jaz sem se čudila, kaj je to, da človeka drži, da gre 3. osvajati pač nek hrib, ne, kakor rečeš ti temu, ne. No, in potem si mi pač malček širše razložil, ne, kako prvič, ko ste šli na Aljasko osvajati ta najvišji vrh, je bilo zelo, zelo slabo vreme in 14 dni niste pač mogli nadaljevati poti, ne. Sem bil takrat dobrih 100 metrov pod vrhom, 150. Pa je bila druga odprava, na kateri si rekel, da je bilo pa čudovito sonce, vse je bilo v idealnih razmerah in ko si šel gor, si se tik pred vrhom zaobrnil in se vrnil. In si rekel, da alpinista lahko zagrabi neko tako čudno stanje na teh višinah, ne? Neko čudno stanje malodušja in da pol, ko si se vrnil in prišel k sebi, si bil nekako seveda verjetno jezen, si hotel se vrniti, ampak pa so se že vremenske stvari, vreme se je spremenilo. No, pa si se pa pripravil še 3. na to osvajanje vrha. Ampak kaj se to zgodi lahko, da to malodušje... Psiha. Sej samo... Takrat je v Himalaji smo imeli takrat nesrečo. Na Kanchenjungi, Rozman pa Mariča sta umrla na vrh. In ko sem jaz lezel gor proti vrhu, v tisti flanki, sem skozi o tem razmišljal in Maričo videl in naenkrat obrnil. To je bilo istega leta, isti čas? Po tistem. Ja. Tako psihično, zaradi psihičnih razmišljanja. No pa se lahko zgodijo še kakšne taka presenečenja, tudi tam na gorah, ne? Lahko.
Le na Imaš Everest. slab občutek in enostavno obrneš. Le tole na Everestu, samo to, če se vrnem samo še z enim detajlem, dvema, deluje že precej komercialno vse skupaj, ne? Ti si tudi rekel, da so spodaj hoteli, pripravljeni, udobje, ne? Ja. No, in cena za vzpon je $10,000 ali evrov. Ne, to je pristojbina, taksa, ki jo plačaš državi, ki jo odprava plača državi. Verjetno je zdaj to še enkrat več. Drugače so bile pa cene, mislim, da $60,000 za alpinista, če je hotel pač iti z nekom na Everest. Wow. To se pravi, so bili potrebni precejšnji podvigi za to, da so se sploh ta sredstva zbrala, ne, za vsakega Ne za nas. Ja. Ne, naša odprava, ne alpinistična, komercialne odprave. Aha. Člani komercialnih odprav so plačevali take vsote, da so lahko šli z nekom pač gor. Ne, mi smo pač samo takso plačali. No, v slavo Everestu nič drugega. Samo še ti podatki, sem šla brskat himalajsko bazo podatkov, ne vem zdaj, če je to osvežena, podatki, ki sem jih jaz našla, so iz leta 2018. Je na Everestu umrlo 295 ljudi, goro pa osvojilo 5294 alpinistov. A te kaj grize kdaj, ker nisi prišel gor? A te je popadal pišu, kar še to bi? Ja, me je, seveda. Ja, me je. In kako se pomeniš sam sabo med treznostjo, pa med željo, med tem, da vleče, pa med tem, da mogoče... Prilika imam, če se je zamudil, ne? Nekaj dosti komplicirati. Ni. Zdaj, pozneje z leti pa pač ugotoviš, da je celemu svetu popolnoma vse ena figa, a ti zlezeš na kakšen hrib ali ne. Da to moraš pač sam pri sebi popraviti. Ja, sam se veš, kako bitka, ki jo imamo v sebi, je najtežja med temi našimi različnimi glasovi. Te so najhujše bitke, ne? Tako. Ja. Ne? Tako da verjetno moraš kar vsake toliko časa kakšen mir skleniti v sebi s kakšnim tistim stanetom, ki bi pa še to šel izkusiti. Ja, vse probleme si sami zakuhamo. Ne? To je pa tudi res, ja. Ja. Če ne mislimo, ni nobenega problema. Ne. Zelo močno si se podal, poleg teh osvajanj najvišjih vrhov na posameznih celinah, v polarne kraje, se pravi, Grenlandijo si prečesal, Arktiko, Antarktiko, Sibirijo. Kaj te je potegnilo v ta polarni svet, no? Mislim, to je v bistvu nekaj, jaz si predstavljam tako kot eno belo puščavo, samo da je malo bolj mrzla. Ja. No, ko smo končali projekt osvajanja najvišjih vrhov na vseh celinah, to je bilo z vzponom na najvišji vrh Antarktike, Mount Vinsonom. Takrat smo ga po prvenstveni smeri zlezali, s tistim je bil končan pač ta slovenski projekt. Takrat sem pol razmišljal, kam naj usmerim svojo energijo vnaprej. Ne? In ko sem vzel pač atlas v roke, sem videl, da polarnih krajev pa nismo še kaj dosti povohali. Da jih ne poznamo. Bilo je nekaj odprav na Grenland, en argentinski Slovenec je bil tudi na Antarktiki, pol recimo Helokontinentale med Argentino in Čilom. Tam je tudi argentinski Slovenec bil skvarča na nekih vrhovih. Drugih vzponov v polarnih krajih pa ni bilo. In sem potem
začel delovati, raziskovati te zadeve in sem 98. najdel varianto, da sem šel na severni tečaj in sicer francosko-norveška zadeva je bila to, so organizirali za preizkus, če je možno, potem komercialno tudi izvajati pristop na severni tečaj z baze, ki je postavljena tam okrog 100 km stran, se pravi zadnja stopinja do tečaja. In smo šli pač to preverjati in ugotovili, da se to da. Zame je bilo takrat novo, imel sem srečo, so bili tam izkušeni polarni mački, tudi Borge Osland, ta Norvežan, ki je naredil prečenja vsega mogočega na tem svet polarnih krajev. In še 2 francoska, Christian Marljave in François iz Chamonixja. In od njih sem se takrat v tistem tednu naučil toliko, kot bi se sam učil več let. Tako da je bilo izredno fajn. Nisem imel nobenih problemov. Z Borgem sva večino časa hodila spredaj in vlekla tudi po 12 ur. Pa so bili drugi zadaj, niso mogli reči, ustavimo se. In smo bili v 5 dneh tistih 100 km. Je pa Arktika, se pravi ta ledena plošča severnega tečaja, led prekriva severni tečaj. Nekoč je bila ta plošča debela, ki je do 4 metre, to v Nansenovi knjigi sem tako bral, zdaj pa 2 metra. Takrat, ko smo bili mi, mogoče zdaj že malo manj. No in tisti led se ves čas giba zaradi gravitacije Zemlje, zaradi vodnih tokov, zaradi vetrov. To občutiš, ko si na njemu? Ne. Se ledena plošča premika skozi proti severozahodu, iz vzhoda, z Rusije. No in to je tudi Nansen skušal izkoristiti, da bi prvič prišel na severni tečaj. Je naredil ladjo Fram, ki je bila tako zaobljena, da jo led ni zdrobil, ampak da jo je dvignil gor. In čez zimo se je dvignil gor in on je čakal, da jih bo prineslo čim bližje ali pa celo na severni tečaj. Ker to so vedeli, da se to dogaja, ker ena ladja je bila Enterprise, ki je zdrobil nekje pri Sibiriji, so potem Eskimi, Inuiti na Grenlandiji najdli te ostanke. In je bilo pač ljudem jasno, tistim, ki so se s tem ukvarjali, da se led tako giba in da je možno to izkoristiti. Ampak je šlo preveč južno od severnega tečaja takrat Nansenu in je videl, da ne bo šlo in je sklenil, da bo s 3 probal priti s sanmi do severnega tečaja in so pač šli na pot in so bili tam tudi junij, julij, več mesecev. In tam sem prebral, da je tudi junija pa julija tudi dež padal na severnem tečaju. Tako da tudi takrat ni bil toliko bolj mraz, kot je zdaj. Ne? No in tista Nansenova zgodba se je končala tako, da niso prišli na severni tečaj, ampak so reševali svoje življenja, so šli proti zemlji Franca Jožefa na jugu in je ta potovanje trajal 3 leta. 3 zime so prebili v tistih pogojih in tam jih je pol ena angleška fregata pobrala. Zanimiva knjiga, ki se jo splača prebrati vsakmu, ki jih to zanima. Kako je tam na tej ploščadi? Verjetno so to neke senzacije, tudi vizualne in tudi tako čutne, glede na to, koliko je hladno, vse je belo. Kakšno občutenje je biti tam? No, je zanimivo, to ni ravna bela plošča, kot recimo
na Grenlandu, ko greš v notranjost, ali pa na Antarktiki, ampak je vse razbito. Zaradi gibanja tega ledu se led lomi in grejo plošče narazen, pa spet skupaj, in ko ta sila tišči skupaj, se lomi in nastajajo zidovi. Ta led dvigne tudi do 15 metrov visoko. V Nansenovi knjigi so imeli zidove tudi do 30 metrov. In to morate pol preplezati. No in velikokrat je treba čez te zidove potem vleči sanke in vmes imaš kanale vode, ko pač razpok, ko poči, gre led narazen, grejo plošče malo narazen in je par dni voda tam, ne? Ali pa tanek led. Tako da velikokrat smo mogli iskati prehode, ob tem kanalu hoditi in kodar je bil prehod, kakšni mostovi snežni, da smo tam čez šli. Dvakrat se je tudi zgodilo, da sta se dva kopala. En Jean-Paul Skorzik je gorski vodnik in Rus iz Sibirije. Ja, led se je predrl in sta padla pač noter, ne. Se pravi, to je pa zelo, zelo zahtevni pogoj za prečenje, ne? Ja, to je zoprno, ne. Ker lahko se ti zgodi, ko skušaš ven priti, se led lomi. Sem to na svoji koži sprobal 2007 na Grenlandu. Padel? Kopal se? Kopal sem se v morju, ja. Zaradi neumnosti. Hotel sem dober kader posneti. In sem šel tam, ki je bilo malo širš. Smučka je šla glih lepo čez, na vsako stran 10-15 centimetrov, ampak ko sem to obremenil, je sam hreščal in se je ti sled podaril in sem se pač skopal. In je bilo pol kar težko ven prideti. Imaš škorne na sebi, obleko blazno, veliko obleke, smuči. In moraš paziti, da te ne začne vleči dol, smuči na gor. In pol mi je z Andrejem Podlipnikom sva bila, mi je porinil sani, sem se malo uprl na sani in zlezel ven, ne. Pak tam je bilo do konca najine poti do vasi samo še 20 minut. Se niti preoblačil nisem. Sam šibal še do vasi. In prišel v ledenih svečah. Ne. Tam je bilo že sam malo pod nulo. No, če je tale dogodivščina z severnim tečajem, bila dogodivščina, ker si bil prvi Slovenec, ki si bil na severnem tečaju, Ja, to je bilo, ja, prvi slovenski nastop. No, je pa z Andrejem Podlipnikom, ki je tvoj sosed, sta pa prečila Grenlandijo skupaj, ne? Brez spremstva avionov. Brez vsega, samo sani pa midva. Ja. Povej mi kaj več o tem podvigu. Kakšna je razlika potem v pogojih te Grenlandije ali pa severnega tečaja? Bil si tudi pač na južnem polu, ampak pojva najprej na Grenlandijo, no? A si srečal kakšne živali? Na Antarktiki, ja, na polu pa žal ne. Ja, to pa ne, okej. A si srečal kakšne živali, sta srečala živali, enuite, a je tam sploh karkoli, kar bi se uvrstil med rastlinje? Nič od tega. Nič od ničesar. Nič. No, leta 2003 sva z Bogdanom Kladnikom šla delati prečenje. In takrat sva imela blazno smolo, da je bilo v 15 dneh, ker sva delala na tem, ker sva hodila, je bilo 9 dni slabega vremena. Vihari taki, da smo mogli biti lepo v šotoru. Tam sem doživel tudi najmočnejši vihar, veter 207, izmerjeno 207 km/h. Tisna je dobil mislim, da 4. dan. Pa kako to preživiš, glede na to, da je tako mrzlo? No in takrat še nisem imel dosti izkušenj in nisem videl, da prihaja tako močen vihar. Je šla ena črna stena proti nam, ampak bo pa šlo mimo, ne?
koliko je prišlo, pa ni šlo mimo. In takrat so se borila v bistvu za obstoj. V takem pač moraš postaviti šotor ali pa skopati tako globoko luknjo. In nekaj časa sva pač vztrajala, čakala, Bogdan se je vlegel zraven sank v zavetje in v 15 minutah ga je pokril. Ga je sneg pokril, a še v redu. Pol po parih urah sva videla, da ne bo drugače, neko morava postaviti šotor. Najprej sva ni postavila, začela zraven zid postavljati in pol je bilo za zidom malo zavetja. In je rekel Bogdan, tole je pa fajn, tle pa lahko zdaj spalne vreče pa tle počakava. Rekel, ne, morava kar šotor postaviti. V spalni vreči se bo sneg topil s tvojo temperaturo in do jutra od podhladitev grevane. No in sva potem kopala luknjo, se je dal skopati še 30-40 centimetrov do tistega trdega ledu in pol so v tisti luknji na kolenih postavljala šotor 4 ure. Samo eno palčko nama je zlomil, odnesel nič, pravi čudež in so postavila šotor, se vrgla noter. Bila sva popolnoma zadelana od snega, veter, tako močen veter. Obstajajo slike, no, so na netu tudi, ki je čist Bogdan, čist zamaskiran, čist zabit snegom. Samo očala se je ven videl, ko se ni prijel. Tisto je bila nora izkušnja, ki mi je pa pač koristila tudi v naslednjih obiskih Grenlandije. Ne. No in takrat sva pa po 15 dneh obrnila, ker so pojedla že vso rezervo hrane, ki je bilo 9 slabih dni in ne bi s tisto hrano prišla do konca. So rekla, pol brez veze greva nazaj. Ne. Pa zavarovanje moraš drago plačati, pa bo izkoristila avion pa je. In sva res se potem vrnila. No 2007 sva pa z Andrejem Podlipnikom se lotila zadeve in sva imela več sreče z vremenom, rezerve tudi za več dni, goriva je bilo za cel mesec, še za 3 tedne več. Pak sva pa toliko več vlekla, ne, vsak na štartu 101 kilo. Goriva za kaj stane? Goriva za bencinske kuhalnike. Aha, tudi to sabo. Ja, moraš imeti, ker topiš sneg, ne, ni vode. Ja. No in tam v obalnem pasu so ledeniki, v življenje in živalski in ljudje so samo v obalnem pasu, kodar je morje, kodar so možnosti preživetja, v notranjosti ni nič. Sem pa, kaj vidiš, kakšne ptiče, ki preletijo, ta veliki ptiči pridejo čez, ta mali popadajo dol. So videla okrog šotora, so kakšni vrabci iskali zavetje. So bili zjutraj v kocki, zmrznjeni. Tako da nikjer ni nič, tudi medvedje ne hodijo v notranjost, tako da to prečenje lahko delaš brez puške. No in tam na začetku je bilo zelo težko, tam je 60-kilometrski pas ledenika in tam moraš najti pač najlažjo pot, edino možno pot, ki je, da vlečeš toliko težke sani tam skozi. No in tam smo imela slabo vreme, vsak dan zapadlo kar nekaj snega, tako da po tistem še težko vlečeš, ker v notranjosti potem sneg spihan, je trdo, kodar je led, je sploh v redu, tam enostavno hodiš, sani lepo drsijo. Po svežem snegu je pa pač oranje in tudi slaba vidljivost in sva bila 6. dan sva šele prišla na notranji led, na odprto. In tam naprej pa potem krenili, sva pa delala potem po 25 kilometrov na dan. Na tem ledeniku se nama je zgodilo, da sva celem dnevu samo 1 kilometer v pravo smer šla, ker je bilo treba bolj na zahod hoditi
in najna smer je bila pa vzhod. Tako da sva počasi napredovala tiste prve dni, da sem imel slab občutek, a boš še enkrat obračal, ali bo še enkrat hrane zmanjkalo, ali boš 3 tedne v tem ledeniku, ali kako bo. No, ampak potem naprej je šlo dobro in sva kakšne dni tudi uživala. In tam na poti je še radarska postaja s hladne vojne. Po drugi svetovni vojni so Američani na Grenlandu postavili kar nekaj teh radarskih postaj. To so ogromni kolosi železni, po 6-7 nadstropji, na vrh kupola, noter vse živo, ves komfort za ne vem koliko vojske. In so delujoči, ali kaj? Ne, so jih zapustili. Ja. In ko so jih zapuščali, je bilo tako, kot da bi bežali pred vojno, je bilo noter vse. Tudi hrana, pijača, kakšno pivo, pa pena ven, ki je zmrznil. Kar je bilo pametne opreme, so Inuiti pač z leti odpeljali, tudi večino jogijev pa tako naprej, ne, opreme, ker mislim, da je vojska pustila vse tam. Ne. In tisto bo tam Do nadaljnega. večno. Ja, tam je pa zavetje za ekspedicije. Je bilo pa noter v tem radarju bolj mraz kot v šotoru, ker je velik prostor, -25 in se nič ne ogreje. V šotoru se malo ogreje od kuhanja, od človeške temperature, tako da je bolj prijetno bilo v šotoru kot pa tam. In ko sva kaj prišla, sva prišla v slabem vremenu. Sva tisti dan, en dan prej je bil vihar popoldan in drug dan je malo ponehal in sva šla naprej in 6 ur sva sam hodila, tisti dan dosegla radar. Vidljivosti ni bilo skoraj nobene. In drug dan je bilo lepo vreme in gledam tam skozi tisto okno, pa vidim kakšen 1-2 kilometra stran šotor. Kanadski polarni šotor, tak velik, zraven vidim ratrak, motorne so ni. Kaj je zdaj? In sva pač šla do tja. In tam sta bila 2 fant pa punca, ki sta vzdrževala tisto bazo in pisto z ratrakom rihtala za trening ameriške vojske pristajanja v ledu. Je zelo zanimiva služba, no. No, in tam sva šla na toplo, dobila čaj, piškote in bilo hecno, ko sta se one 2 začela počasi odmikati. Verjetno, ko sva se segrela, sva začela smrdeti. Na mrazu ni od naju noben nič vohal. Je pa že trajalo že 15 dni tja do radarja. Mogoče kakšnega več. No in sva bila par ur tam in potem naprej, ker je bilo treba pač tudi tisti dan narediti 25 kilometrov. Je pa pot taka, da z morske obale se od začetka majčkeno z avtom peleš do snega, do ledu in potem se ta plato dviguje na 2550 metrov. Ne? To ni ravna plošča iz zahoda na vzhod. Pa ko se vzpneš, tako kot do vrh Grintovca, z Ljubljane pa na drugo stran spet dol do obale. Tako da skozi vlečeš v hrib. Ne? Se pravi, da je to tudi... Enih 350 kilometrov v hrib. Tudi fizično, tudi v normalnih pogojih zelo zahtevno, ne? Ja, vsak dan delaš 15 ur. Ja. Od tega 2 uri zjutraj, pa zvečer po 1,5 ure do 2 postavljaš pa pospravljaš šotor, kuhaš, topiš vodo tudi za čez dan in potem pa 10-12 ur pač hodiš. Vsake 2 ure se ustaviš, 10, 15, 20 minut pavze, poješ in spet 2 uri hodiš. Sva se menjala v vodstvu, vsak je gledal
na uro in na kompas, pa vsake 2 ure tudi na GPS, da sva korigirala smer. In vem, da točno na sekunde si se ustavil po 2 urah, ko si čakal, da bo spet pauza. To je zelo kontemplativno početje, tako pač biti nekje na nekem prostranstvu in skozi eno in isto početi. Ne, eno in isto, enostavno tako, kot sem si predstavljala na začetku, da je alpinistu, ki je v steni, nekako pozornost je popolnoma osredotočena, nekako zato kontemplativno. Verjetno takrat se ne misli o tem, ne vem, kakšno novo pohištvo bi pa pasalo v dnevno sobo, pač, ali karkoli že pač, ali pa da bi kakšen mogoče čas bil, da se avto zamenja. Tako pač zginejo te tegobe vsak dana, ali pa te naše želje vsak dan. Se ni nujno, da so tegobe, se tudi želje nam povzročijo mnogo stisk, zato ker tako hrepenimo po nečemu, pa si prizadevamo. Tam se mi zdi, da vse to zgine. Vsaj večino. Ja, večino tega, čeprav tle na polarni pravi, takrat hodiš 2 ure, samo kompas gledaš na uro vsake toliko časa. Tam imaš več časa za razmišljati, nisi tako skoncentriran, ker ni nevarnosti. Sem in tja so kakšne ledeniške razpoke, drugače pa ni nevarnosti, in lahko razmisliš, lahko bluziš na vse načine. No, ti si bil na Grenlandiji 6-krat, 6 odprav je bilo, če prav vem, skratka velikrat. Ja, 5 ali 6, ja. No, in na prvi leta 81 ste se zataknili z ekipo, ker niso prišli po vas, da ste obtičali brez hrane in živeli na čokolinih in na juhah 17 žlic, ali čokolina, juhe. Stradali smo, ja. Da se je preživeli. To je tudi verjetno pač neka, kako bi rekla, zelo ekstremna izkušnja, ker takrat v tistem trenutku pa človek res ne ve, a se bo srečno išlo ali ne. Ja, temu lahko rečeš ekstremna izkušnja, obenem pa zelo koristna izkušnja za mene. Na leta 81 sem organiziral in vodil svojo prvo samostojno odpravo. Je bila domžalsko-mengeška, trzinska odprava. 7 nas je šlo in smo 3 tedne krasno plezali v prej še neosvojenih področjih. Takrat sem bil prvi na 10 vrhovih, pa 11 novih smeri sem splezal pa to. Vsi skupaj, mislim, smo jih nekaj okrog 20 splezali novih vrhov. In je bilo fajn razmere, dobro vreme, fajn družba. Potem mogel pa po 3 tednih priti helikopter po nas, pa ga ni bilo. Pri nas lepo vreme, radiozveze nismo imeli, takrat je bilo to tako še zelo ubogo. Imeli smo neka Motorola oddajnike, da smo se med sabo lahko slišali tam po tistih hribih. In pač ni bilo drugega kot čakati. Smo preudarjali, ali bi šla 2 po pomoč, to uno, tretje, ampak smo videli, da ni kakšnih šans. Prvič smo imeli zemljevide, ki so bili zelo, zelo približni. Drugič ni bilo smuči, ni bilo sani, kar je pa najhujše, ni bilo hrane. Ker če pa hočeš hoditi, moraš imeti pa dosti hrane na dan. Mi smo imeli pa par 100 kalorij. Že za preživetje samo, brez da delaš, rabiš 1500 kalorij. Tako da smo videli, da se ne bo obneslo. Ne vem, 4. dan, ali potem, ko smo čakali, smo šli vsi v sneg napisati sos, smo shodili noter. In po tistih 20 minutah hoje smo bili vsi na smrt utrujeni, ker smo bili pač lačni. Voda ni bil problem, je bil
sonce in smo na črn polnili sneg, dajali in se je topilo lepo. Ampak hrana je pa bila problem, ne. Res, točno opolne smo se vsak dan zbrali in z eno žlico pojedli tisto, kar se je skuhalo, ne. Ali čokolina ali juha. No, da nismo mogli nič goljufati, pahteti. Žlico v usta, pa naslednjemu. No in zakaj niso prišli po vas? Kaj se je zgodilo? V obalnem pasu je bilo slabo vreme, mi nismo videli tiste fronte, ne. In so poskušali enkrat priti, ker je en od naših, Franci Uran, kar je najbolj slišal, je enkrat rekel, da sliši helikopter. In je helikopter poskušal priti do nas, ampak je bila fronta slabega vremena in ni prebil tiste fronte. In no, na tej odpravi je bil tudi Miro Štebe, novinar, potem brata Veselko, Matjaž in Borut, en igralec, en zdravnik, pa Franci Urankar in Marko Grad. Tak, fajn smo se imeli, ne. Pa konec je bil pa zelo zanimiv. No, z 9-dnevno zamudo je potem helikopter prišel po nas. Prej so bile zgodbe, recimo v bližini šotorov kuhne smo imeli eno jamo, kamor smo smeti metali, pa po noč hodili tudi lulatke noter. In pol, ki je bila lakota, smo tiste smeti vse ven pobrali in smo najdli malo čokoladke, majčken paštetke, malo prepečenca, pa noben ni rekel, da je to vse poscano. Smo mirno razdelili vse na 7 delov, pa pojedli, ne. Tako da je bilo. No, eni tudi Zanimiva urin izkušnja. uporabljajo za terapevtsko, ne, pač delajo s tem neke, pojma nimam, očiščevalne. No, pol smo se pa čistili. Ja. Tako da sledila je potem 2001 Antarktika, ne, v čem je pa 2001? Ne, 98. Okej, 98? Možno, lahko v tem zvezku preverim, ampak Ne vem, vse let gor dol. Na mojemu Planck-cegeljcu je 2001 antarktični plato. Nič hudega. Skratka, sledila je tudi Antarktika, no, in zdaj v čem je drugačna? Ja, prvič sem bil na Antarktiki, ko smo plezali na najvišji vrh, Nova smer, bila kar fajn izkušnja, dobro vreme, pol smo kot prvi zlezli še na 7 vrhov tam okrog, smučali tam, super je bilo. Fajn tereni za turno smučanje. Sem pa kaj bilo nevarno za plazove, kakšnega smo z vrha sprožili. No in potem sem pa planiral prečenje Antarktike, ne. Južni pol, ampak se mi ni šlo. Po 15 dneh sem... A to sam? Ne, sam. Sam, ja. Na začetku smo se menili, sem se menil še z 2, ampak sem pol kakšen let prej ostal sam, ampak sem kar tišel. No in tisti fizično težji del sem prečil, se pravi, sem prišel z obalnega dela na plato. Se pravi, na 3000 metrov. moral si se povzpeti na koliko, recimo? Po ledenikih med hribi. Koliko visoko? 2000? Enih 2000 metrov. Se pravi, ta del, da se... Vsak dan sem vlekel v hrib in vse je bilo pa naporno, ne. Tle so bile pa sani 150 kil. Bilo veliko hrane, vsa oprema. Je bilo kar noro. Vmes sem imel en vihar, enkrat sem probal s padalom, no in takrat sem bil nekaj neroden, me je padalo odneslo in sem pol tekel za Nemo in pol sem ga ujel, se je nekaj zataknil, ampak sem pa spotoma en GPS zgubil. Sredi sem imel še enega rezervnega, še enega drugega, tistega, ki sem ga imel za ne samo za navigacijo, ampak tudi za
kontakte. Tako da to še ni bilo usodno, sem pa po parih dneh tam na platoju ugotovil, drisko sem imel pa to, da imam plesno hrano. Hrana je splesnila, zato ker nisem šel to z Južne Amerike, ampak z Afrike. Smo leteli do Cape Towna in tam smo mogli par dni čakati na ugodne pogoje na Antarktiki, da se lahko pristane. In je bila moja hrana na toplem. Bila je pa taka, da bi mogla biti zmrznjena. To je bilo pripravljeni paketi hrane za vsak dan. Take po 4500 kalorij v eni kili. Tudi olivno olje, pa tako naprej, pa meso, pa vse živo. In tisto sem jaz poslal v hladilnih paketih tja dol. In mogli biti to na hladnem, pa niso dali na hladno. In je bilo plesnivo. Pa plesniv sir, so bili še kosi sira zraven, pa to. In to me je pa kar malo potrlo. In pol, ko enkrat imaš neke pomisleke in tako naprej, pol gre sam še na slabše. Prav tam bi bilo fizično lažje, mogoče bi tudi v ugodnih vetrovih bi lahko jadral. In pol ti pridejo v spomin zgodbe od belgijske naveze, ki je prečila, ki je eden padel in so ga je padalo vleklo za sabo in tako naprej. In je bil v nezavesti, zlomljena, poškodovana roka ali noga ali kaj je že bilo. In če ne bi bilo ta drugega, da ga je spravil v šotor in tako naprej, bi on umrl od podhladitve. In pol, ko enkrat začneš take negativne misli, pol ni več dobro. In pol sem pač čez čas obrnil. Stabilnost pade. Mislim, sploh če si sam, to moreš biti mobiliziran 1000%, v celoti. Ja, nisem bil zadosti psihično trden ob teh minusih, ki so se mi zgodili. Ja, ta je kar huda. Koliko takih odprav si pa opravil sam? Na Hero Continentalu, to je med Čilom pa Argentino, sem sam naredil 100-kilometrski krog okrog teh najlepših hribov, Cerro Torre, Fitzroy. Tam sem bil 2-krat vodja teh odprav, ko smo splezali težke nove smeri. In pol sem šel enkrat prečet en del Hero Continentala. Pol na Grenlandu sem šel sam na pač ta najvišji vrh, 3700, to je najvišji vrh Arktike. To je tudi prvi slovenski vzpon na ta vrh, pa mislim, da je še vedno edini. Tam se je dal tudi smučati z vrha. So bile krasne razmere, 10 centimetrov pršiča na trdo podlago. Noro. Sem pol še nekaj dni hodil gor dol malo smučati. Kje sem bil, kje sem se še sam potikal? Verjetno še kar marsikje, kakšne krajše odprave. Bil si pa tudi v toplejših krajih, recimo v Afriki na Kilimandžaru, v Novi Gvineji. Kaj si delal v Novi Gvineji? Kilimandžaro je bila prva odprava, smo hitro prišli gor, 3. dan smo bili že na vrhu. Zanimiv kontrast. Lepi spomini, pol smo šli še na Mont Kenjo splezati steno. Lepo smo si še Afriko tam okrog ogledali. Takrat so bile še slovenske firme tam močne, Ljubljanska banka, Krka, in smo z njihovo pomočjo
veliko lažje in bolj komfortno živeli tam in so nas častili in tako naprej. In tudi avto posadili, da smo šli malo okrog. No, pol je pa Nova Gvineja. Karstens piramida je najvišji vrh Oceanije in Avstraloazije. Včasih je bil kot 5000, zdaj nekaj manj kot 5000. In ga je bilo treba tudi splezati za najvišje vrhove vseh celin. Ker obstaja pač tudi v Avstraliji najvišji vrh Mont Kosciuszko, ampak to ni resen hrib, ne. Tja lahko pride z invalidskim vozičkom, železna cesta. Enkrat sem šel pol, precej pozneje smo šli na izlet. Najemno, ni hrib, tako da najvišji vrh Avstraloazije pa resna plezalna tura, so jo z Rafkom Vodiškom upravila, tudi kot prva Slovenca. Tam se skozi džungle gre z domačini, z nosači, 11 nosačev sva imela, mislim, da 5 dni do hriba. In ta del Nove Gvineje, Irian, so Indonezijci okupirali, mislim, da 65. Prej je bil to nizozemska kolonija in Nizozemci so pač z domačini lepo delali, pač pokrajino jasno so izčrpali, ampak so lepo delali z njimi. Indonezijci pa ne. No, tle v bližini najvišjega vrha je tudi drugi največji rudnik, odprti kop zlata pa bakra. In ta je v ameriško-indonezijski lasti in tam ne pustijo nobene odprave tja jet. Do tam je cesta in od tam je en dan do hriba. Ampak ne pustijo odprav tam čez hoditi. Da ne bi kakšen cekinzlet Kaj pa vem, popasel. ne vidim resnega razloga, ampak tako pač je. Pri ameriških odločitvah velikokrat ne vidim smisla. No, in takrat sva imela 11 nosačev, se mi zdi, in za vse je bilo treba tudi hrano, sva hrano kupila in so tudi tisto nosili. In sem drugi, tretji dan videl, da so vreče zaklenjene. Vodja tega pohoda je bil pa proindonezijski domačin sicer in tisti je bil kuhar in vodja. Imeli smo pa še vodiča, ta je bil pa sploh Indonezijec, en mlajši fant, alpinist, še 3 prijatelje imel s sabo, tudi alpiniste, ki so za Himalajo trenirali, ampak fizično niso bili glih dorasli. Da tudi na poti, ko sva midva z domačini naprej hodila, se nama je zgodilo, da ni bilo robe za nama. So vsi ostali bili en dan vzad. Upehani in z jeziki total. Ni jih bilo in je bilo mraz kot pes po noči, ampak smo ogenj kurili, pa je nekako šlo. No in ko sem videl, da ta Indonezijec ne daje hrane domačinom, sem enostavno pobral ključe, vso hrano razdelil domačinom in s tem sem si nakopal jezo od onega, ki je šparal za sebe. In pol nam je slabo kuhal in 5. dan se ustavimo ob 12. je rekel, tle bo pa tabor. Zgledam okrog tiste stene, gledam svojo sliko, stene, zemljevid, pravim, tole še ni, mater, še ena dolina naprej. In pol rečem mu, ne, tole ni, gremo naprej, 12 je šele ura, a ne. In trmast ko bek, pa jaz grem, poberem tisto opremo, ki rabva, dam na kup, pa domačinom pravim, skretnami, ne, nismo znali besede, ne oni po naše, ne mi po njihov. Kdo gre? En za drugim so prišli v vrsto, prijeli tist in smo leteli, ker sem bil besen korist, sva letela, ke zmešana, čeprav je bilo že 4000 metrov visok in smo prišli
v eni uri, ki je bil bazen tabor za to steno. In ta tip, ta negativc, on je odšel. Ne, tam so počakali. Aha, to pa je Midva sta počakal. šotor postavila, z domačini malo poklepetala, našega vodiča ni bilo, je prišel pozen zvečer za nami in je hotel, da on naj pelje drug dan v steno. Ne. Midva sem šel že zvečer pogledat, kje je vstop, sva zjutraj ke miške potiham odšla, še v močni temi z baterijami iz tabora in sama zlezla tisto steno v 5 urah. 10:15 dopoldne so bila nazaj z vrha, 5 ur gor in dol. In nosači so samo gledali, kako so hitra. Tudi prejšnji dan, tam, ko sva tako letela, so najpol začeli za mišice šlatati, kaj je to zdaj s tem norci. No in pol naslednji dan so šli pa naš vodič pa Indonezijci plezati 17 ur. So plezali tisto, kar sva mi do 5 urah gor dol. Sam to je tudi malček. Pa dež je šel pol. Vsak dan je po 11 uri začel dež, ne. In mi smo vsi to vedeli. A ni to malo tesnobno biti pospešila z ekipo na takih lokacijah, ki ne moreš zaupati? Ja, tam je bilo tako. Sam to je verjetno bila taka, je tudi bolj izjemna izkušnja, ne? Ni lih pogosto, da bi bile tako nezanesljive ekipe, ker to je Ja, njim je bilo treba plačati in tako naprej indonezijskim organizatorjem, ne. In oni so tam pač okupatorji in se do domačinov tako obnašajo. Prej je bilo, ne vem, 10 let je bilo zaprto področje, ker tam obstaja osvobodilni boj. Osvobodilno gibanje, ne. In se ni dalo priti tja, ker so pač streljali domačine. Domačini imajo pa kopja pa puščice, ne. So jih terorizirali. Kako pa potem na teh poteh, recimo tako kot je tale iz Nove Gvineje, ob tem, da si na odpravi, da imaš cilj, torej preplezati, karkoli že pač, ne, osvojiti hrib, ne, zraven še fotografiraš, zato ker pač je fotografija tudi drugi del tvoje življenjske zgodbe, nit, ki jo vlečeš pač od nekdaj, ne. Ja. Kako je s temi podvigi, koliko temu lahko potem posvečaš še pozornost? No, tle, če skončam še tisle od Nove Gvineje. Je bilo neprijetno zaradi tega vodiča in vodje poti, vodje nosačev. In na koncu je bilo tudi tako, ne, da je bil naš vodič en dan za nami. Mi smo se utaborili v dežju, ogenj kurili in on je videl tisti ogenj, pa ni upal blizu priti, ker ni vedel, ali so domačini sami, ali smo to mi, ali so kakšni drugi, ker domačini kakšnega Indonezijca pospravijo, ne. Ga enostavno ni več z tistih predelov, z džungle ali pa s hribov. In smo sami hodili in smo tudi en dan prepozno prišli pol na letališče in smo imeli rezerviran na Baliju, ne vem, za več dni, smo bila pol na Baliju zelo malo časa in sem enostavno jim nisem hotel toliko plačati, kakor je bilo dogovorjeno, sem jim odračunal. Zračunal, napisal, dal mu listek, daj to svojemu šefu. In ni bilo nikoli nobene pritožbe, ne. $2000 manj sem jim dal. Fotografija, ja. Na Novi Gvineji je bilo izredno lepo fotografirati. Čuda diafilmov poslikal tam, ker ti domačini so enkratni, ne. Tudi z njimi sem se razumel, tako kot bili bratje. Z njimi sem pol jedel, nisem več od onega kuharja, sem sladek krompir pečen jedel zvečer,
ker kuhar nama enkrat skuhal tako gosto župo, da je žlica stala noter. Ne. Pa da ne, te nudeljne sam je. In so mi jedla sladek krompir, pa kar je še bilo tako. Kakšen špeh je še prav prišel. In tam je bilo za fotografirati izredno. Ne. Ko sva kaj prišla, je bil tudi sejem in sva 3 ure na sejmu hodila med njimi, slikala in tako naprej. To so goli v pasu, ima nekaj privezan, spolovila imajo v lesenih tulcih, sem pa kaj imajo kakšne okraske, kakšne čekane divjega prašiča in tako naprej. In perjanice, tako perjanico z rajske ptice. Ta moj nosač, ne, ki je nosil mojo robo, je bil na odpravi v enih cotah in tako naprej. In jaz sem ga hotel porabiti za slikati za Union. Union je bil sponzor tudi, da bi ga s pivom slikal. In sva se zmenila na odpravi, da se bo oblekel po njegovo in da ga bom lahko slikal. In smo kaj prišli nazaj na konc tisto izhodišče do letališča, je on zginil. Nisem vedel, ga bom še videl ali ne. Čez 3 ure je prišel v svoje vasi, kot poglavar, rajska ptica, perjanica, tlemu takole. Tak, dedac, mišičast. No, prav to nisi videl v tistih cotah, ne. In sem ga slikal, ne. S pivom, unionski. Z Union pivom, ki so poslikala, je pa priletel en njihov domačin, lump, vzel pivo, ga je že odprl. In začel piti. Mater. Me presenetil. In za unga lumpa so rekli tudi, da je 2 leti nazaj še enega pojedel. Aha. In so imeli včasih običaj, da so koga pojedli za praznovanje. Kako si se pa pol z njimi sporazumeval, razen samo z njimi, ko ja. A pa je bil tako spoštljiv odnos? Zelo. Ali je bil zadržan? Zelo prijateljski smo bili z unimi. In sem videl, da pač so cenili to, da sem ga Indonezica nagnal nekam in mu pobral hrano, ne. Ker pač to ni, sem za domačine to kupil. Oni nosijo, ne da on imel zaklenjeno, pa njim nič dal. In sem jim pač vse razstalal, ne. In ta gesta spoštovanja jih je pač odprla, ne? Ja, z unim pač nisem več govoril, sam z vodičem še, kar je bilo treba, pa tudi je običajno hodil daleč zadaj. Ni bil dorasel zadevi. Sem z domačini pač doživljal to odpravo in mi je bilo fajn. To bi bilo prečudovit prelistati v kakšni monografiji z zgodbami, ki bi jo opremljale. Si kaj v to smer mislil kdaj? Ta zgodba z Nove Gvineje je v knjigi. Aha. V Ledenih sanjah. Aha. Ja. Drugače sem razmišljal o kakšni knjižci Največji otoki na svetu. Nova Gvineja, Grenland, Madagaskar, pa še kakšen Borneo, pa tako naprej. Najvišji vrhovi teh otokov, ne. To imam material, ampak ne vem, če se bom kdaj spravil to početi. Stane, proti koncu greva počasi. Že? Ja, verjetno. Lahko pa še. Kako je hitro minil. Govoriva verjetno več kot uro pa pol. Ja. Ne? No, bravo. Ampak zanima me, seveda je to tako težko, kot če bi mamo vprašal, kjer je njen najljubši otrok, ne? Ampak Gotovo so na potovanjih neka okolja, ki so človeku bližje kot neka druga. Skratka, so pač kakšne odprave, ki so ti bile zaradi katerihkoli razlogov ljubše. Skratka, katera odprava ti je bila najbolj dragocena ali pa ti je najdražja ali pa ti je najgloblje ostala v spominu. Če je seveda lahko to sploh odbrati, ampak Mogoče se mi je najbolj priljubila Južna Amerika.
v Argentini sem bil enih 10-krat, v Čilu enih 9-krat. In so velike države in imajo vse od puščave do ledenikov, do hribov 7000 skoraj. In teh čudovitih patagonskih gora, ognjena zemlja, polno lepih koncev, polno jezer, polno vsega. Konje jahaš tam, vse sorte lahko počneš. Sem precejkrat vodil trekinge potem v Patagonijo, pa tudi v Čile, Peru, Bolivija, Čile, ne. So take čudovite izkušnje. Sem pa, ker so pač tudi kakšne negativne, ki te hočejo v limi oropati, pa tako naprej, ne. Pa se obraniš s pištolo na mene, sem mu vzel pištolo, pa je bilo vse v redu pol. Edini policaji niso verjeli, da sem fotograf, so rekli, ti si policaj. Sem jim dal pištolo. In so rekli, da je lahko moja, da lahko, ne, sem dam. Sem prvi, ki mi je pištolo vzel. Kako bom pa šel skozi letališče? Ja, imajo čisto drug svet. Čist drug svet, druge no, razmerja. vse sorte doživetja. Pa Južna Amerika je res zelo, zelo lepa. Pa tudi hrana je v redu, tam ni kakšnih trebušnih problemov, pa drisk, pa tega, kot je v Aziji bilo velikrat. In imam polno lepih spominov. Kolikokrat si pa tako zares zrl smrti v oči? Tako zares, da notranje, da si se recimo že, kako bi rekla, ko človek zares gleda smrti v oči, se v njemu zgodijo tako nekako ta notranji razmislek skozi življenje, ne, nekako poslovi se. Recimo, ko sem jaz to doživela, je to bila taka tako globoka izkušnja ali pa preizkušnja, da bi lahko življenje uvrstila pred to izkušnjo pa po njej, ne. Toliko močno se zareže v človeka, tako da ti si imel teh izzivov še več. Ja. Na splošno pravimo, da brez sreče ne bi nobenega od nas več bilo. In to je sigurno parkrat bilo, da je bila sreča, da je bila prava odločitev, da pač si imel srečo, da se ti nekaj zgodilo, ki je bilo nevarno. Samo enkrat je bilo tako, da sem pomislil, to je pa tisti konc. Letiš, pa se ne ustaviš, pa se nekaj razbiješ. Ampak sem se ustavil, ne, pa ni bilo nič hudega. Odkot si let, mislim, Po snežišču. Ampak se ustaviš, možno bi bilo pa tudi del leteti, ne. Odneslo te je. Ali pa preleteti kakšno skalo, pa to. Zdrsov je bilo pač več v vsej tej karieri, ne. Ampak ali se ustaviš, ali se pa ne. No, se pravi, srečo imamo še naprej, da bomo preživeli še kakšno desetletje lepih dogodivščin. A imaš v načrtu zdaj še kakšne podvige, tako v bližnji prihodnosti, kakšne naslednje? Ne vem, če temu lahko rečem podvige. Rad bi šel še kam malo poplezati, kakšen trekking, zdaj smo plezali v Provansi. Rad bi šel na Grenland narediti še kakšen trekking ali pa dva. In zdaj so prijatelji, so gor, imajo hišo iz Islanda prijatelji. Imajo na Grenlandu hišo, so zdaj tam. In ko bojo nehali utrujati s tem covidom, pa s cepljenjem, pa s tem, bom šel takoj tja. Lani sem bil že namenjen, ampak se nisem cepil in zato, da bi šel na Grenland, se pa tudi nisem hotel. Je potem malo seveda zahtevnejše, ne, za premik pa odpotovati. Ja, pač zbereš tiste lokacije, kodar ne težijo. Tudi teh je nekaj skozi. Ampak verjetno imaš zdaj prijatelje po celem svetu, ne, pač znance, no, prijatelje, ja, ne.
Res je. od vseh teh odprav in srečevanj in gojiš vse te, mislim, ne samo ti, ampak vi med sabo, to se mi zdi tako, kot da je taka interesna skupina na pol, ne, delite kakšne izkušnje, informacije, podatke, nasvete. Če se srečamo, nam je fajn, takrat ja, drugače pa, da bi skozi kontakte vzdrževali, v bistvu ni možno, je tega preveč. Ker kamorkoli grem, tudi zdaj, ko sem šel z Francije, pa to, na vsakih 100 kilometrov je kakšen, ki ga poznam, ki imam dobro izkušnjo z njim, ali pa ki je on meni zelo hvaležen. Recimo, ko sem ga na ramenih nosil čez en ledenik, ki se je poškodoval pod Serotorejem. Skratka, rešil življenje. Tako, ne? Olajšal zelo. Ampak enostavno ni časa, da bi vse to, te odnose gojil, kar je pač po drugi strani pa škoda, ne. Recimo, sem bil nazadnje na Madagaskarju, sem ugotovil, da je eden od mojih znancev z Patagonije, ki je bil tudi tle pri meni, sva šla na turen smuk tam na Komno, da ima tam eno šolo na Madagaskarju. In sem šel v tisti tabor, pa ga ni bilo takrat tam. Šolo česa? Šolo alpinizma. Na Madagaskaru. Vodi tam v stene, tam zraven so lepe 700-metrske stene. V tiste hribe tam sem jaz vodil ene 3-krat slovenske grupe. Madagaskar je čudovita dežela. Krasni ljudje, vse živo. Pa še stenama. Še bi šel. Ampak hribov pa nima. Ja, so. Tudi. Najvišji je, mačkan višji kot Triglav. Pa Kaj? tisti je na severu, tle, ki je dosegljivo, je pa 100 metrov nižji kot Triglav. Pa lepi granitni hribi, fajn hribi. Uživaški. Z eno rečico tam s toplo vodo, ko se kopaš. Nosače moraš imeti, če gre za več dni gor, ne. Pa imajo tam pripravljene take koče, ki prinesejo hrano, pa za spat, šotore, in lahko cela trekking skupina tam prespi. In pol gremo čez hribe, pa na drugo stran, drugo dolino, poln lepih spominov. Se pravi, Barvito, fajn ljudje. tebe se zamišljam tako kot aboriđine, a veš, ki ovenijo, v bistvu umrejo, če jih zaprejo v sobo, zato ker nimajo tega časovnih dimenzij, nimajo sedanjosti, preteklosti in prihodnosti, in če so zaprti v nekem prostoru, je za njih tako, kot da so zaprti za večno, ne. Tako si tebe isto ne zamišljam, da bi bil nekje, kjer bi bil statično na nekem mestu več kot toliko in toliko dni, ne. Človek, ki si neprestano v akciji in dinamiki, in če nisi po hribih, imaš v rokah vesla in s kajakom prečiš, če ne Grenlandijo, pa Bohinjsko jezero, ne. Ja, vsak teden veslam. Zdaj se učim še s padalom letati. No, to sem pa ravno hotela takoj za tem vprašali. Da tudi skačete, tam je ekipa, vem za enega, ki je tudi v Bohinju, moj nekdanji kolega na delu, Janez Markeš, on tudi vestno skače, on gre zjutraj, vsaj nekdaj je šel zjutraj skočiti, predno je prišel na delo, ne, v službo. Tako da, evo, tudi to počneš, kaj te je pa potem odgnalo v zrak zdaj, med padalce? Nekoč mi je bilo to že všeč, pa nisem imel časa se temu posvetiti, da pa sam tako malo na povrh je pa prenevarno, ne. Temu se moraš temeljito posvetiti, da se dobro naučiš, malo preštudirati, narediti izpit, če hočeš samostojno letati. Ti samostojno letaš? Ne še. Ne še. Ne, brez inštruktorja nič. Tako da mi je tako tudi všeč, če greš v družbi, pa tako naprej, je to prvič bolj varno, drugič bolj zabavno,
bolj sigurnega se počutim, ker so to fantje, ki so inštruktorji, ki so piloti, Miha Repovž in njegova prijateljica Lucija me inštruirata in obvladata to. On tudi akrobatsko leta, še danes je šel leteti. In skratka, polno nas je tam okrog takih, ki ne moremo dati mer in nismo nikoli pri meri in skozi nekaj počnemo. In si osvajate nova področja izzivov in ekstremnih, težkih situacij, ne? Ne, bolj bi rekel športnih, niso ekstremne zabave. Nam se zdi fajn. Super. Se pravi, želimo ti, Stane, potem še čim več teh tvojih hribov, ne? Za osvajanje, zanimivih voda za kajakašenje, lepega vremena za padalske podvige in ogromno zanimivih pejzažev in stikov z ljudmi za odlične fotografije. In moči fizične in psihične za vsa ta osvajanja. Hvala za lepe želje, to je to, kar rabim. Tebe pa vabim, da se mi kdaj pridružiš, ali na vod, ali pa da greš plezati to, kar še nisi počela. Imamo tam take stvari, ki se da, bi se dali, take stence. Z veseljem grem, kako bi rekla, raziskovati svoje omejitve. Ne? Z veseljem se odzovem za karkoli, kar bi bila seveda sposobna sploh izvesti. Kakšen lep skrit slab pogledati. Hvala, držim za besedo, odzovem se. Drži, me bo veselilo. Hvala, Stane, za ta obisk in za vse zgodbe, ki si jih z nami podelil. Tako da srečno. Hvala, srečno.